Začnemo s prvo temo. Slow Enduro for Fun, Golovec 2020. Bilo je zakon. Evo, prej, ko dejansko štartamo z videom, vzami si neko šalco kafeja, čaja, pač česarkoli rad piješ, ta video bo pač malenkost daljši, predvsem na račun tega, zato ker bodo na koncu samega videa objavljene vse 4 etape, ki smo jih vozili na Golovcu in en čas bomo skupaj. No pa še čisto na kratko danes, za vse, ki se še ne poznamo, moje ime je Nejc in long story short, letos januarja sem kupil prvič svoj en proper bike, napisal downhill bike, kar je bila dosti logična odločitev, glede na to, da živim pač direkt pod Pohorjem. In slej ko prej, ko en cajt furaš, ugotoviš, da je pač to ena izmed boljših odločitev, ki si jih naredil v life. No, pa da dejansko razložim, kako mi je prišlo na idejo, da se sploh udeležim neke dirke, glede na to, da pač imam eno kolo pol leta predtem pa pač enega hardtaila 10 let starega, ki sem ga pač golno po cesti, je čisto tak, ko se enkrat začneš resno oziroma rekreativno z nečim ukvarjati in ti to res leze pod kožo, je ena taka stvar, da hočeš vedno nekaj več. Čisto taki primer je, če začneš redno laufati. Je ena izmed stvari, na katero dosti hitro pomisliš, da se udeležiš enega maratona oziroma pač neke tekaške prireditve. 5 km, 10, 21, 120, kakorkoli. In pač meni kot nekemu kreativcu, športniku je pač bilo to čisto razumno, da bi se udeležil kakšne kolesarske prireditve, kar pač je bilo letos na voljo. In na srečo so se na Golovcu odločili, da kljub vsej tej koroni situaciji bodo organizirali eno prireditev in definitivno pač mi ni žal, da sem se prijavil. Nažalost smo ljudje v veliki večini naravnani tako, da se pač upiramo neki novi izkušnji, predvsem na račun tega neuspeha, ki bi lahko sledil. To pa govorim čisto iz preprostega razloga, ker tudi jaz sem bil v tej situaciji, zakaj sem se prijavil na to, kaj si bodo drugi mislili, kaj če padem, kaj če ne končam dirke, kaj če bom zadnji, karkoli pač je. So to neke stvari v glavi, ki premlevaš in en izmed stvari, ki upam, da vas bom pač navdušil na tem YouTube kanalu je to, da pač probate nekaj novega in da se manj obremenjujete s tem, kaj si pač drugi mislijo o vašem neuspehu. En cajt že traja to, ne? Kavice. Zdaj pa dovolj, danes se mi raje še vrniti na dejansko temo videa in to je Slow Enduro for Fun Golovec 2020. Čeprav je to moja prva izkušnja s takšno prireditvijo, z lahkoto lahko rečem, da je pač bila organizacija na vrhunskem nivoju. Se pravi, čist prva stvar, ko se ti z avtom tja pripelješ, pač nekako moraš tja priti, je bilo poskrbljeno za parking. To pomeni, da sem imel avto kje postaviti, da sem lahko bicikl dol vzel, se preoblekel, najedel, karkoli si pač mogel vse narediti in bil pripravljen na štart. Drugič, če si kogarkoli od organizatorjev vprašal za karkoli, so ti z veseljem pomagali in pač svetovali, kaj narediti. In to je bilo pač v mojem primeru ful pomembno, ker sem bil pač prvič na takšni prireditvi in sem bil dobesedno zgubljen. Tretjič, se pravi, tudi timing, ki smo ga dobili na začetku oziroma štarti določenih etap so štimali pač vse do konca, razen pri 4. etapi se je malenko zamaknil zaradi čakanja rešilca, ampak no big deal. Dejansko naslednja stvar je tudi so bile proge jasno označene in transferi do začetka etap so bili pač tudi meni, glede na to, da sem bil prvič na Golovcu, jasni. Moram pa eno stvar poudariti in sicer ne vem zakaj, mogoče zaradi COVID situacije, kakorkoli, me je čudilo, da na samem dogodku ni bilo možno kupiti, oziroma vsaj jaz nisem zasledil nekih mehaničnih delov za kolo, se pravi, ali zračnice, plašče, pakne, karkoli pač dejansko potrošni material na taki dirki. Je res, da je to dirka Enduro for Fun, ampak pač, če vsipaš, lahko tudi kaj poškoduješ, oziroma se lahko sami materiali obrabijo, uničijo, zlomijo in jih pač je potrebno zamenjati. Se pravi, te osnovne stvari sem nekako pričakoval, da bo tam možno kupiti, ker tudi sam, ko je bila to moja prva izkušnja, nisem vedel, koliko stvari vzeti na samo dirko. Zdaj pa še ena zelo pomembna stvar. Se spomnite, ko sem prej rekel, da ljudje zelo radi najdemo kak izgovor, zakaj nečesa ne bi storili? No, v mojem primeru, jaz nisem imel kolesa, s katerimi se lahko dejansko udeležil same dirke. In
Ekipa iz Econo Bike Center iz Maribora so mi 100% priskočili na pomoč, priskrbeli kolo, dele, vse, kaj bo pač potrebno za uspešno odpeljano dirko. In ko smo že pri dirki, moj prvi cilj je bil to, da probam ne past, tako da bi me mogli odpeljati domov. Drugi cilj pa je bil to, da probam ne biti zadnji, ker ipak, če greš na dirko, pač mogoče ne greš zmagati, samo zadnji pa tudi nočeš biti, ampak nekdo mora biti, drugače pa moja prva izkušnja na samo progo na Golovcu je bila dejansko na dan dirke. Se pravi, zjutraj sem prišel, bile so 4 etape, od tega sem jaz imel možnost speljati samo prve 3 in še to samo po enkrat. Se pravi, za mene je bilo to čisto dovolj, da pač vem, da ni neke stvari na sami progi, ki bi lahko bila pač za mene nekaj nevarno, se pravi, da bi pač bil kakšen gap, karkoli, da bi mogel nekaj preskočiti, pa ne bi vedel, da me čaka in bi pač posledično pripeljalo do neke nesreče. Če vas zanima, ali sem svoje cilje dosegel, vas vabim, da si pogledate video do konca, sledijo še vse 4 etape iz Golovca in jaz upam, da če vam je bil video zabaven, informativen, všeč, dajte prosim lajkat, komentirat, subscribet se na YouTube kanal, pošerat na vseh možnih socialnih omrežjih in jaz upam, da se vidimo v naslednjem videu. Uživajte, čau! 3, 2, 1, gremo! Pedala, 3, 2, 1, gremo.
pršica. Ja. Ja. Kakva šajba. Ja. Ok, hvala. Pičko mater. Direkt na štartu sem se zložil. Hopa. Hopa. Polno pa. Prvemu jumpu. Pa še enkrat. Tri.